Vesel sem, da se vidimo, vesel sem vaše pozornosti in dovolite, da vam najprej čestitam k iskrenemu jubileju naše države. Čestitam seveda vsem našim ljudem, vsem Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom. In vesel sem, da sva se s predsednico strinjala v besedah, ki jih boste prejeli po koncu tiskovne. In mislim, da bo najlažje in najbolj enostavno, če vam jaz tole izjavo, za katero sva mislila, da je nujna, da jo preberem. Predno jo preberem, bi rad rekel, da v teh letih smo doživeli razne dogodke v zvezi z osamosvojitvijo. Tudi v tem tednu se je zgodilo veliko besed, ki jih ne vidim v duhu pomladi ali osamosvojitve, ampak to dajem nekako na stran. Jaz na ta čas praznujem zadeve, ki mislim, da so skupne. Naredili smo jih za vse, zato se ne bi rad ukvarjal s tistim, kar mislim, da v ta okvir ne sodi. Rad bi povedal to, da že na začetku, da moj odstop iz pojasnjenih razlogov iz predsedstva Združenja vrednot slovenske osamosvojitve nima kakšne posebne povezave s proslavo. Jaz tudi nisem izstopil iz organizacije, ki sem jo soorganiziral in se tudi ne odpovedujem proslave. Jaz bom na toliko proslavah, kolikor se bo le dalo, in ne bo tista niti ne prva, ne zadnja, pa tudi je ne vidim kot paralelno proslavo, vidim jo kot še eno proslavo in želim si jih tako rekoč čim več. Tudi danes grem v mojo nekdanjo občino Trebnje povedati, kar mislim, da se ob prazniku spodobi. Zdaj pa dovolite, da vam to izjavo preberem. NSI je kot naslednica SKD ponosna na njen delež pri osamosvojitvi. Volivci so SKD med podmladnimi strankami izkazali največ podpore, zato je pripadla odgovornost za vodenje osamosvojitvene vlade. NSI se ob jubileju samostojne Slovenije zahvaljuje vsem doma in po svetu, ki so podprli ustanovitev samostojne demokratične slovenske države. Posebno hvaležnost izraža vsem tistim, ki so poskrbeli za učinkovito obrambo Slovenije in zmagovito zavrnili napad komunistične jugoslovanske ljudske armade. S trajno hvaležnostjo se poklanjamo spominu tistim, ki so dali življenja za svobodno Slovenijo. Ponosni smo na gospodarsko rast, umestitev Slovenije na politični zemljevid sveta, na njeno pot v Evropsko zvezo in v NATO, česar brez osamosvojitve ne bi dosegli. Ob tem obžalujemo, če je v zvezi z osamosvojitvimi dejanji prišlo do posledic, ki so bile kasneje prepoznane kot kršenje človekovih pravic. NSI se zavzema za razčiščenje vprašanj v zvezi z osamosvojitvijo, kjer je to potrebno. Obžaluje pa, da je v prazničnem času prišlo do kriminalizacije Toneta Krkoviča, enega od najbolj predanih osamosvojiteljev, ki je bil začetnik priprav na obrambo Slovenije. Hkrati se zdi neprimerno, da bi v prazničnem času preštevali izdajalce. Nova Slovenija meni, da je bila za osamosvojitev ključna najprej enotnost vseh Demosovih strank, ki so zmagale na prvih demokratičnih volitvah z državotvornim programom. Ko je osamosvojitev doživela kasneje še zgodovinsko plebiscitarno potrditev, je postala nacionalni projekt. Sporazum vladnih in opozicijskih strank pred plebiscitom pa je bil pomemben izraz politične odgovornosti in enotnosti pred plebiscitom. Sam plebiscit pa najmočnejši izraz naše skupne politične volje. V prvem postroju Slovenske vojske v Čevski Reki en teden pred plebiscitom vidi Nova Slovenija jasen izraz pripravljenosti, volje in poguma, da zavarujemo voljo po svobodi tudi na vojaški način. Nova Slovenija obžaluje, da je kljub jasnemu rezultatu plebiscita kasneje prišlo do dejanj, ki niso podpirale volje po osamosvojitvi, kot je bila na primer mirovna deklaracija ali nasprotovanje osamosvojitvenem zakonom v skupščini. Nova Slovenija ceni napor Demosove vlade, da je kljub temu pripravila vse potrebno, da je osamosvojitev uspela. V vojni za Slovenijo vidimo akt narodne in akcijske enotnosti. Nova Slovenija meni, da je osamosvojitev največji politični akt v zgodovini slovenskega naroda in njegov največji uspeh, ki nas povezuje, enoti in ne deli. Zato ga lahko praznujemo skupaj. Nova Slovenija se zaveda svoje odgovornosti do dediščine osamosvojitve in dejstva, da je ostal projekt osvobajanja nedokončan. Nova Slovenija se bo ideološko prizadevala, da bi vrednote slovenske osamosvojitve navdihovale nova skupna dejanja v dobro Slovenije.
Pri tem izpostavlja še vedno pomanjkljiv odnos do standardov pravne države, načel socialno-tržne ekonomije in vprašanj preteklosti. Na proslavi za mojo Slovenijo bodo člani Nove Slovenije, vključno z mano, sodelovali v duhu te izjave. Jaz bi k temu dodal še to, da Lojzeta Peterleta poznate eni 27 let, eni 26, eni 25, eni celo malo manj. Mene nobena izjava, ki je bila povedana ta teden ali kdaj prej, ne more spremeniti mojega značaja, mojih vrednot, mojih načel, niti mojega prispevka k osamosvojitvi. In v duhu tega bom na tej proslavi tudi govoril, ker sem tako obljubil, ker smo se tako dogovorili in želim, da praznujemo tako, kot se spodobi. Še enkrat bi rekel, da nobena razlika ni tako velika, da nam v tej deželi, vsaj tako upam, da ne bi mogli tega ključnega političnega dejstva, skupnega dosežka praznovati skupaj. Torej jaz ostajam prazničen in zavezan temu, kar smo pred 25 leti delali in dosegli skupaj. Razlike, ki so nastale, pospeški, ki so se ob tem razvili, diskvalifikacije, vse to odlašam na čas za razčiščevanje po prazničnih dneh.